V današnji oddaji Moja družina bo z nami prav poseben gost. Andrej Ropret. Tudi jaz nisem vedel, da je vrhunski športnik, ampak je tudi vrhunski menedžer. Kaj vas je navdihnilo pri športu, ki lahko uporabite tudi pri vodenju največjega parka, trgovskega City parka? V športu pač je znano hitreje, više, močneje in nekako skozi šport dobiš neke vrednote, znaš se nekako v okolju z ljudmi drugače obnašati, drugače obrniti, tudi drugače shajaš skozi vsak dan, dobiš neke nazore, kako shajati v življenju, kako premagati izzive, kako premagati poraze in vsi ti nazori mi potem tudi v poslovnem svetu zelo koristijo. Dobiš neke vrednote, ki jih mogoče kje drugje ne bi dobil. Hvala lepa, vabljeni v oddajo Moja družina. Dragi gledalci, dobrodošli v tokratni oddaji Moja družina. Danes bomo gostili Andreja Ropreta, menedžerja City parka v Ljubljani, ki se s svojo ekipo že vrsto let trudi, da obiskovalcem nakupovalnega središča zagotovi prijetno, varno in sodobno izkušnjo. Pozdravljeni, Andrej, dobrodošli v studiu. Pozdravljeni, dober dan. Andrej Ropret je v svoji karieri dokazal, da s združevanjem inovativnih pristopov, poznavanja trga in človeškega pristopa mogoče ustvariti prostor, ki ni zgolj nakupovalno središče, temveč tudi mesto srečevanja, druženja in oblikovanja skupnosti. Andrej je vodenje City parka prevzel za jasnim ciljem: ustvariti dinamično središče, ki ne sledi le trenutnim trendom, temveč aktivno oblikuje prihodnost nakupovanja in izkušnje obiskovalcev. Pod njegovim vodstvom je City park postal eno izmed najbolj priljubljenih nakupovalnih središč v Sloveniji, kjer se trudijo prisluhniti potrebam obiskovalcev in se hitro odzvati na spremembe v družbi. V današnji oddaji se bomo z Andrejem pogovarjali o tem, kako v sodobnem času, ko je digitalizacija v polnem razmahu, City park še vedno ostaja pomembno fizično središče, kamor ljudje prihajajo ne le zaradi nakupov, ampak tudi zaradi kakovostnega preživljanja prostega časa. Andrej bo z nami delil poglede v zakulisje vodenja takšnega središča, kjer skrb za zadovoljstvo obiskovalcev združuje z odgovornostjo do trajnosti in razvoja lokalne skupnosti. Raziskali bomo tudi, kako usklajuje poslovne in družbene vidike vodenja, saj je City park ne le komercialno središče, temveč tudi kraj, kjer se odvijajo številne prireditve, kulturni dogodki in pobude, ki prispevajo k življenju širše skupnosti. Andrej nam bo predstavil, kako se spoprijemajo z izzivi in sprejemajo nove priložnosti, da bi City park še naprej ostajal prostor, kjer se vsi počutijo dobrodošle in povezane. Pridružite se nam pri navdihujočem pogovoru z Andrejem Ropretom, ki bo osvetlil, kako lahko vodstvene vizije, inovacije in srčnost oblikujejo prostor, ki je več le kot nakupovalni center, je prostor ljudi. Še enkrat dobrodošli, Andrej. Hvala lepa. Da ne govoriva takoj o City parku, Ja. Da kakšno informacijo tudi zvemo od vas. S kakšne družine pravzaprav prihajate? Lahko bi rekel iz klasične gorenjske družine. Zelo veliko smo bili skupaj, se spomnim že od ranega otroštva. Radi smo hodili v naravo, v hribe, obožujemo smučanje, tipični gorenjčki v bistvu. Radi se družimo, sodelujemo, imamo družinske vrednote, radi imamo praznike, lahko bi rekel tudi te pomembne krščanske praznike. Radi imamo neke vrednote, ki jih mogoče v tem zadnjem času jih je čedalje manj, predvsem povezanost, iskrenost.
pa medsebojno sodelovanje. Rekli, da ste iz majhne družine, velike? Ja, imam še brata, se pravi, sva dva fanta, pa seveda oče in mati. No, tako da, klasična družina. Tako je. Koliko pomembna je bila pa, bom rekel, za vaše starše izobrazba? Bom rekel, so dali velik poudarek izobrazbi? V bistvu nekega pritiska, kakšna izobrazba mora biti, pa koliko visoka lih ni bila, no, ampak jaz sem že kot mali otrok sem si želel nekaj biti, nekaj postati, nekaj tudi narediti, in meni je bilo v bistvu logično, da nekaj znanja bom seveda pridobil skozi izobrazbo, seveda druga polovica znanja pa je treba learning by doing pridobiti, ne, tako da v bistvu imam narejene 3 fakultete, na vsaki fakulteti sem si nekaj znanja pridobil, ampak ne več znanja pa potem pridobiš medtem, ko stvari delaš in se pač na podlagi tega učiš. Spravi, je pomembna in formalna izobrazba in ta neformalna, se pravi learning by doing. Tako je, jaz bi lahko tako rekel, v primerjavi izobrazba je en korak, drug korak je pa potem so izkušnje in če imaš oboje, lahko normalno hodiš, če pa ene izmed teh stvari primanjkuje, pa pač ne moreš normalno hoditi, pa ne moreš hitro hoditi skozi življenje. Delate v trgovski panogi, ne morem, da vas ne bi vprašal, kdaj ste zaslužili svoj prvi denar? V bistvu sem že kot otrok želel zelo zgodaj zaslužiti svoj denar, v bistvu ničesar ni primanjkovalo, daleč od tega, ampak hotel sem imeti svoj denar, kontrolo nad svojim denarjem, si tudi sam nekaj kupiti, v bistvu dejansko zaslužiti v pravem pomenu besede, tako da mislim, da je bilo to v 16. letu starosti, ko sem lahko začel delati preko študentskega servisa, tako da sem zelo ponosen na tiste prve tolarje, ki sem jih lahko zaslužil, pa sem jih tudi zapravil, ampak vseeno sem se potem skozi to študentsko delo zelo dobro naučil ravnati z denarjem, tudi spoštovati delo, spoštovati denarno, tako da mi to zdaj tudi v malo starejših letih zelo dobro koristi. Spravi, lahko rečemo, da ta koncept v Sloveniji študentskega dela ob študiranju je pozitiven, ne? Name je zelo pozitivno vpliv. Jaz sem zelo rad delal, delal sem sigurno v 20, 30, pa še več različnih podjetjih. Dobil sem pogled, kako se dela, dobil sem tudi pogled, kako se ne bi delali, tako da v bistvu negativne slabe izkušnje nisem imel čist nikjer. V veliko podjetjih so me zelo lepo sprejeli in imam v bistvu čist na vsak dan študentskega dela izredno lepe spomine. Rekli ste iz tipične slovensko-gorenjske družine, ne? Ja. A ste bili tudi tipično živahen otrok? Ne bi rekel živahen v pomenu nagajivosti, no, vedno sem imel veliko energije, to energijo sem velikokrat dajal v šport, bil sem pa tudi kar priden otrok, no, tako da je tudi otroštvo bilo zelo prijetno pa lepe spomine. Mogoče je kakšno spoznanje še iz vaše družine o denarju, ne? Ker velikokrat ugotavljamo, da je denar ali pa pogovor o denarju znotraj družine tabu tema. Mogoče je kakšno misel, spoznanje še iz mladosti? V bistvu ne, pri nas denar nikoli ni bila neka tabu tema, pač pri nas je bilo zmeraj tako, nikoli ni ničesar primanjkovalo, ampak oče oziroma mama sta rekla, če boš želel imeti nek luksus, se ga boš sam zaslužil, in nisem s tem v bistvu nikoli nobenih težav imel. Še zelo ponosen sem bil, če sem lahko sam si svojim denarjem kaj kupil, oziroma če sem lahko s svojim denarjem še kaj privarčeval, tako da to je bilo vse naložba za prihodnost, no, tako da o neki tabu temi ne bi mogel govoriti, ampak vse mi pa zdi prav, da skozi denar tudi dobiš neke vrednote, da denar nekaj pomeni, da ga je treba tudi spoštovati. Oziroma tudi delo, da se spoštuje vsakršno delo. Se pravi, začeli ste z delom ali pa študentskim delom služiti denar že pri 16 letih. Ja. Kako se je pa potem nadaljevala vaša poslovna pot? Ja, v bistvu jaz sem vsako leto sigurno par mesecev delal preko študentskega servisa, potem seveda, ko sem bil na fakulteti, če tudi sem se športom ukvarjal, sem vseeno delal prek študenta, mene je to dejansko veselilo. Po zaključku fakultete, pa tudi moje športne poti, oziroma prve športne poti, ko sem bil tekač na smučeh,
sem pa dobil priložnost za zaposlitev pri enem znanem avstrijskem podjetju v Sloveniji, sem pač to priložnost z veseljem zagrabil, da sem se tam izprobal, tam pridobil moje prve te res prave poslovne izkušnje. In potem sem v bistvu iz leta v leto tam rastel, nekaj služb sem zamenjal in da sem pač v bistvu 9. leto v City Parku na vodstveni poziciji kot vodja City Parka, kot menedžer, sem pa več kot 5. leto, v bistvu 5 let pa pol sem tukaj, tako da v vsaki firmi sem se nekaj naučil, spoznal veliko ljudi, tam gradil odnose, gradil znanje, ki ga zdaj lahko s pridom izkoriščam, da delam dobro sebi, dobro družbi, stranki oziroma pač podjetju. Kako je pomembna komunikacija? Jaz mislim, da je komunikacija skoraj da najbolj pomembna vrednota pa vrlina v poslovnem svetu, ker preveč je, mislim, da skoraj nikoli ni, lahko je kvečem premalo in takrat, ko je premalo, pa ko ni jasno, se potem pride do težav, do izzivov, velikokrat tudi nepotrebno. Ne? Zdaj bova za par minut zaključila s komunikacijo, potem bo pa nadaljevala z mini-sitjem. Predlagam, da se malčka nadahnemo in potem nadaljujemo s pogovorom z našim gostom. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost, Andrej Ropret. Zakaj ste na City Park, ki ga verjetno večina Slovencev pozna, še posebej ponosni? Ponosen sem v bistvu že v tem smislu, ko vidim zadovoljne stranke, ko vidim, da se stranke vračajo, da radi pri nas nakupujejo. Nismo samo nakupovanje, smo v bistvu tudi mesto druženja, da se pri nas ljudje radi srečujejo, družijo s prijatelji, znanci, mogoče tudi kakšno znano osebo vidijo. Ponosen sem na vse te lepe zgodbe, ko iz v bistvu ničesar nekaj ustvariš, ko se del centra prenovi, se ustvarijo neke nove zgodbe, nova delovna mesta, ko se naredijo neke tehnološke spremembe v dobro, v korist centra, strank, družbe, okolja. Na take zadeve sem najbolj ponosen, pa seveda moje zaposlene, s katerimi res rad sodelujem. Koliko jih pa je zaposlenih? Direktno pod mojim okriljem je 15 zaposlenih, dejansko po centru dela preko 1500 zaposlenih, na katere pač indirektno vplivam oziroma pač na njihove nadrejene, ker smo pač v odnosu City Park, oziroma mi smo najemodajalec, te trgovine pri nas, ki jih je preko 120, so pa naši najemniki. Prebral sem, ko sem se pripravljal na intervju, da je v City Parku preko 120 trgovin. Tako je, ja. Da je prodajna površina preko 53.000 kvadratnih metrov, da je število parkirišč v parkirni hiši 1800. Tako. In da vas obišče preko 9 milijonov letno. Tako. Smo največje slovensko nakupovalno središče in seveda so potem tudi vse ostale relacije kar velike. Seveda pač, če imaš 9 milijonov obiskovalcev, moraš imeti za to primerne prodajne površine, moraš imeti primerno število parkirnih mest in mi to zagotavljamo, oziroma pač ugotovimo, da nečesa potrebujemo več, a pa dodatno, potem to speljemo skozi te naše številne projekte. Na leto organizirate v City Parku preko 200 dogodkov. Kako izbirate dogodke in kateri je za vas najbolj zanimiv? V bistvu lahko rečemo, City Park ni samo nakupovanje, City Park je tudi mesto druženja. Ljudje pridejo k nam včasih ne samo pač po nakupih, ne samo recimo, da pridejo nekaj pojesti, ampak da ugotovijo, kaj je pri nas kaj novega. In v sklopu tega, kaj je pri nas novega, lahko rečem, v okviru teh dogodkov, ki jih imamo, to so lahko neki tematski dogodki, odvisno recimo od letnega časa, odvisno od meseca, dneva. Če recimo kakšen svetovni dan glasbe, imamo potem kakšne dogodke, imamo recimo predstavitev kakšnih glasbenih plošč, prodaja glasbenih plošč. Za začetek šole septembra imamo potem neke aktivacije, recimo kot primer lahko povem, novembrski oziroma decembrski čas imamo božično-novoletne stojnice, tako da se v bistvu prilagajamo bodisi letnemu času, bodisi nekemu
dnevu seveda poskrbimo tudi, da pokrijemo čim več želj ali pa recimo zahtev naših obiskovalcev. Vsak nečemu daje večji poudarek, recimo imamo tudi kakšne umetniške razstave, razstave nekih športnih slik, kakšnih športnih dogodkov, tako da v bistvu nudimo zelo široki skupini ljudi tisto, kar jih zanima, no. Od mladega do, če lahko temu rečem tako, starega, da pokrijemo vse. Isto kot trgovine, pač oziroma blagovne znamke, da na našem skupnem mestu City Parka ponudimo v bistvu vse, kar vsak slehernik potrebuje. Katere ključne izkušnje v vaši karieri pa so vas najbolj oblikovale? V bistvu, da napak skoraj da ni. Iz vsake stvari se da nekaj naučiti, ni nobene hude napake, oziroma pa če se nekaj zgodi, kar je mogoče malo slabši konotaciji, da se to takoj pove, da si iskren in zelo veliko mi pomeni pač, da je človek vedoželjen, da se želi nekaj slišati, zvedeti, da se želi učiti in to je tista prava pot, ki te pelje potem naprej. Na katere dosežke v vaši karieri pa ste najbolj ponosni? Zakaj? V bistvu, če sem čisto iskren, sem že zelo ponosen, da sem dobil priložnost delati v City Parku, ker to ni nekaj, nekaj navadnega oziroma pač ni vsakdanje, ni nekaj vsakdanjega, dobro ste to rekel, tako da je to neke vrste velika pohvala, da dobiš priložnost delati v največjem slovenskem nakupovalnem središču. Delo je zelo odgovorno, delo je zelo lepo, delo je polno izzivov in to ni delo za vsakega. Tako da sem v bistvu to najbolj ponosen in seveda pač skozi ta ponos želim iz dneva v dan vsako uro, vsako minuto dokazati, da sem ta pravi na tem delovnem mestu in da strankam nudimo tisto, kar želijo, kar potrebujejo in da so pač vesele, da se rade vračajo v City Park. Ko sem se pripravljal na intervju, sem prebral, da je na City Parku se pravi zelo velika solarna sončna elektrarna, ki v bistvu vam pokriva predvsem dosti potreb po energiji polet za hlajenje, ne? Tako je. Zdaj, mi vemo, hlajenje oziroma pač poraba elektrike skozi hlajenje je največja, veliko večja kot pa recimo zagretje. In s tem, ko smo na center postavili dve velike sončne elektrarne v skupni moči skoraj 2 megavata, smo pokrili tako rekoč 15% lastne porabe elektrike, ki je seveda največja polet, največja lih v času delovanja sonca in smo v bistvu s tem več muh na en mah v bistvu pokrili, kako bi lahko temu tako rekel, in s pridom izkoriščamo pač ta naravni vir energije in smo v bistvu s tem tudi okolje prijazni in tudi manj obremenjujemo okolja. Hkrati smo pa še zraven na sončne elektrarne posadili zeleno vegetacijo in s tem tudi skrbimo, da se streha objekta toliko ne greje in zaradi tega manj elektrike porabimo in da se tudi samo okolje, se pravi neposredna okolica City Parka, manj greje. Tako da gledamo trajnostno, gledamo v daljavo, gledamo v prihodnost in to je pač ena izmed mnogih rešitev v City Parku, ki delajo okolju dobro. Verjetno je pomembna temperatura, v kateri so kupci, da več kupijo, ali kako? Ne gre za to, da več kupijo, gre za to, da se pač vsaka stranka, ki pride k nam, ki nas obišče, da se dobro počuti, da se prijetno počuti. Mi imamo v sloganu imamo napisano City Park polepša dan in seveda, če ti v City Parku prvo vroče, verjetno ne polepšamo dan, ga mogoče zagrnimo, ampak malo za šalo, malo za res skrbimo za to, da se vsak k nam pride, da se dobro počuti, da je prijetna temperatura, prijetna vlaga oziroma prijetna okolje, atmosfera, prijetna glasba, razne razstave, dogodki, trgovine, ki jih ljudje rabijo, ki jih potrebujejo in je v bistvu to, potem to. Če pa zunaj neurje, sem pa slišal, da prišparate zavarovalnicam kar nekaj denarja.
se so vaše garaže odprte takrat za lastnike jeklenih konjičkov, a ne? Tako je, ne samo to, da zavarovancem veliko šparimo, tudi skrbimo nekako za psihično blagostanje ljudi zaradi morebitnih težav, ki jih lahko vreme povzroča. Tako da to se večkrat letno zgodi, ko vidimo, da bo vreme slabo, našo parkirno hišo čez noč odpremo in s tem ljudem, ki nimajo možnosti parkiranja pod streho, omogočimo, da je njihov jekleni konjiček na varnem in seveda da imajo eno skrb odveč. To so le konec koncev tudi naše stranke in tudi na ta način za te naše stranke skrbimo. Ne samo takrat, ko pridejo k nam, ampak tudi potem, kdaj kasneje v takih primerih. Mogoče lahko zavarovalnica postane pol pokrovitelji kakšnega novega dogodka, ne? To ste dobro povedal, upam, da kdo posluša. A je bila kakšna prelomnica v vašem poslovnem življenju, ki vas je še posebej zaznamovala in usmerila na trenutno pot? Kakšne posebne prelomnice v bistvu ni bilo. Jaz delam zelo rad, zelo rad z ljudmi, delam dobro, rad iz nekaj več ustvaram. Tako da to je moje načelo. Tako da bi me kaj drugega gnalo. Pomembna mi je korektnost, pa seveda razne stvari, ki jih dobro naredimo za okolje pa za stranke. Čas teče, pa nič ne reče, tako da predlagam, da greva še na eno kratko pavzo in po pavzi se zopet vrnemo nazaj z Andrejem Ropretom. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Naš današnji gost, Andrej Ropret, vodja City Parka. Andrej, kako pomembna je pa za vas podpora vaše družine? Lahko rečem, da predvsem v mladih letih, a je to mogoče zaradi mladosti, kaj mi je bila podpora družine najbolj pomembna, seveda mogoče skozi razvoj, skozi odraščanje. Je bilo zelo pomembno, recimo jaz sem dosti bil v športu, da sem imel podporo svojih staršev, da sem imel podporo glede šolanja, izobrazbe, včasih tudi moralno podporo, vseeno rabiš recimo kot najstnik včasih, rabiš tudi malo usmeritve. Zdaj recimo v starejših letih pa se mi zdi, da je treba tudi neko podporo vrniti, v smislu tega pa starši se tudi malo starajo, v leto smo vsi starejši, oziroma z dneva v dan, tako da je pa potem nekako zrcalna slika, je treba tudi neko podporo vrniti, ampak jo rad vrnem, zato ker so starši veliko vame vložili svojega truda, svojega časa, tako da se mi zdi, da je to primeren način večgeneracijsko v bistvu sodelovanje. Tako je. Kaj vas pa trenutno najbolj motivira in kakšni so vaši cilji za prihodnost, mogoče v podjetju, kjer delate, oziroma v osebnem življenju? Kar se motivacije tiče, jaz seveda veliko stvari vlečem iz športa, sicer ne direktno hitreje, više, močneje, ampak rad zadeve naredim, rad jih naredim do konca. City Park je recimo star zdaj 22 let, smo v nekih takih letih, ko se je treba spet vprašati, kako naprej, kaj se bomo razvijali, kaj bomo spremenili, tako da velike stvari v bistvu prihajajo v naslednjem obdobju in na teh zadevah zdaj delamo, da bomo City Parka res naredili nadvse uspešen center tudi v prihodnosti. Kar se pa privatnega življenja tiče, pa glede na to, da seveda ker sem športnik od glave do peta, ukvarjam se s potapljanjem na vdih, so tudi še tam kakšni športni cilji, ki bi jih rad tudi dosegel oziroma presegel. Ja, sem prebral, se pravi, predvidevam, da pol vaši načini sprostitve so bolj v vodi. Tako je, vodi oziroma pod vodo. Ja, bili ste tudi udeleženec svetovnih prvenstev. Tako je. In imate res impresivne osebne rekorde. Sicer čisto ne razumem, 208 metrov, 228 ste se spustili na dah. Jaz treniram predvsem v bazenskih disciplinah. V bazenskih disciplinah so v bistvu 4 discipline. Ena disciplina je, da v bistvu na vodi v mirovanju ležiš in poskušaš držati sapo, če lahko rečem, čim dlje časa. Potem
So pa še 3 dinamične discipline, kjer pa plavaš čim več dolžin olimpijskega bazena, ne, se pravi prsni slog, po domače, da ljudje razumejo, žabica. Potem sta pa še 2 disciplini s plavutkami, se pravi, ena, da plavaš, da imaš vsaki na nogi eno plavutko, a pa tista ta velika plavutka, mi rečemo monoplavut, neko morska deklica, plavaš potem v dolžino. No. Tako da v mirovanju sem največ zdržal 10 minut 23, kar je v bistvu po AIDA razvrstitvi 3. najboljši rezultat v zgodovini tega športa. Za to monoplavutjo, no, to veliko, pač enodelno plavutjo sem pa plaval že preko 266 metrov, kar je bil tudi leta 2018 dovolj dober rezultat za drugo mesto na svetovnem prvenstvu. No, tako da imam kar nekaj lepih rezultatov, za moje pojme kar lepo kariero, no, ampak kariera še ni konec, tako da upam, da bo še kakšen lep rezultat prišel. Prebral sem tudi eno zanimivost, da ste bili prvi Slovenec, ki ste preplavali Arč v Dahabu. Ja, to je ena posebna zadeva. Ena posebna zadeva, ta Arč, ne vem, če si predstavljate, to je v morju, v globini okoli 60 metrov, je nek predor, ki v bistvu vodi na odprto more. Ta predor je dolg cirka 30 metrov in sem se spustil dol na 60 metrov, potem pa skozi tisti predor 30 metrov vodoravno, potem na Pično gor, je bilo kar ekstravagantno doživetje, no, ker na drugi strani je v bistvu globine morja 200 metrov in recimo, če bi tam šlo kaj narobe, bi bilo lahko zelo narobe, no, tako da tisto je bilo kar drzno doživetje, no, ampak mi ni žal, zato ker imam res zelo lepe izkušnje, ampak je bilo, mislim, da samo 10 poskusov preplavanja tega podvodnega predora, no, tako da je malo ljudi, ki so si to drznili, jaz sem si in sem bil pri tem uspešen. In preživel, ne? Ja, tako. Kaj bi svetovali mladim, ki šele stopajo na svojo poslovno pot? Katere ključne lekcije bi mogoče želeli predati ali pa spoznanja? No? Treba se preizkusiti v raznih zadevah, napake ne obstajajo, oziroma pa če vsake napake se treba nekaj naučiti in na podlagi tega lahko postaneš boljši človek, boljši menedžer, in si potem deležen svojega uspeha. A bi koga mogoče izpostavili od oseb, ki vam je bil navdih v vašem življenju? Ali osebnem ali poslovnem, no, mogoče? V bistvu prebral sem v študentskih letih predvsem veliko knjig, no, zelo rad sem prebiral knjige od Dale'a Carnegiea in sem noter marsikatero idejo ali pa marsikatero usmeritev dobo oziroma zasledil, ki me je potem vodila skozi nadaljnjo kariero. In tudi seveda pač razne knjige o nas, ljudeh, o tem, kako razmišljamo, kako se obnašamo, sem prebral in take zadeve pač me zelo zanimajo, ker me ljudje zanimajo in je potem tudi v poslu lažje, no, če te ljudje zanimajo, če si vedoželjen, potem seveda tudi lažje izhajaš. Še najdete čas za branje? Še bi ga mogel imeti več časa, ampak poskušam si kar najdeti pa utrgati kakšno urico, vsak teden si kakšno knjigo preberem. Kaj za vas pomeni, da imate življenje v ravnotežju? Jaz mislim, da v poslovnem svetu ne moreš biti dober menedžer, če nimaš nekako v glavi neke uravnoteženosti, in jaz to uravnoteženost predvsem v privatnem času usklajujem s športom. Jaz mislim, da mora vsak človek imeti, če že ne vsak dan, 1 uro popolnoma zase, nek mir ali pa za nek hobi, pa vsaj nekaj ur na teden, in da potem, da se malo zbistriš misli, da se malo tudi znaš umiriti, in potem si drug dan lahko bolj umiren, lahko bolj umirno sprejemaš odločitve, oziroma sprejemaš prave odločitve. In pa mogoče zadnje vprašanje, ali bi koga iz vaše družine še posebej izpostavili, se mogoče zahvalili, ker vam veliko pomeni v vašem življenju? Seveda, začenši z mojimi starši, no, so mi dali marsikatero idejo, marsikatero življenjsko odločitev, veliko so zame pa tudi za mojega brata naredili, riskirali, no, tako da sem veliko nekih življenjskih nazorov dobil
preko mojih staršev, zato sem jim pa zelo hvaležen. Hvala lepa, res zanimivo, bom rekel, zanimiv intervju. Vsi gledalci in gledalke vabljeni v City Park, mesto najboljših nakupov, kjer se počutite praktično v dobri družbi, na dobrem mestu in vabljeni. Hvala lepa, Andrej, za obisk. To je bila oddaja Moja družina. Vidimo se ob naslednji priložnosti.